Izobrazba vsakega otroka je njegova ali njena temeljna človekova pravica. Ob letošnjem dnevu učiteljic in učiteljev, ki ga povezujemo z 70-letnico deklaracije o človekovih pravicah, je zato pomembno poudariti, da ne gre samo za pravico do šolanja, ampak pravico do kakovostnega šolanja, ki je vsem dostopno. V tem smislu je slovenski javni sistem zelo dober, je sistem, ki dosega rezultate in opremlja posameznike in posameznice za najbolj zahtevne naloge, ki jih imajo v svojih življenjih. Pri tem igra najpomembnejšo vlogo ravno učitelj oziroma učiteljica. Zaradi nje ali njega so generacije odrasle v dobre državljane, ki se soočajo in spoznavajo z globalnimi izzivi, z vsem tistim, kar je v današnji družbi pomembno. Učitelja oziroma učiteljice nihče, tudi v prihodnosti z umetno inteligenco, ne bo uspel nadomestiti. So nepogrešljiv vir ne samo znanja, ampak tudi vrednot, odnosov, učenja vsega tistega, kar je v družbi pomembno. Zaradi tega kakovostna izobrazba naših otrok pravzaprav ravno temelji na učitelju. Temelji na tem, da on ali ona kvalitetno opravljata svoje delo, ter da se zavedata, da je njuno vseživljenjsko izobraževanje temeljnega pomena, da lahko potem to znanje prenašata naprej. Pedagoški poklic lahko opravljajo le pedagoški delavci, ki so izvrstno usposobljeni na različnih področjih, ki imajo dobro strokovno znanje z posameznih predmetnih področij, ki so dobro izobraženi na didaktičnem področju, kar pomeni, da poznajo didaktične pristope in strategije, ki znajo prepoznati potrebe posameznega učenca in ki so motivirani za to, da mu prilagodijo način dela. Učitelj je lahko le nekdo, ki se je pripravljen sam učiti vse življenje. Pedagoški poklic je poln izzivov. Morda je celo bolje reči, da to ni poklic, ki ga opravljaš kot ostale poklice, recimo 8 ur na dan, nato pa ga do naslednjega dne odmisliš. Za mnoge učiteljice in učitelje je to pravzaprav način življenja, ko tudi v svojem prostem času razmišljajo o tem, kaj bi lahko pri svojem delu še spremenili, zato da bi bili učni dosežki učencev še boljši in da bi se učenci in učenke v šoli bolje počutili. Žal pa imajo pedagoški delavci pogosto občutek, da so pri svojih prizadevanjih in razmišljanjih osamljeni. Pogosto ne čutijo dovolj podpore. Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, želim vam, da bi bilo vaše delo v prihodnje še bolj podprto strani nas vseh. Inštitucij, ki smo v Sloveniji zadolžene za izobraževanje prihodnjih pedagoških delavcev, inštitucij, ki so na nivoju države zadolžene za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema, staršev učencev in tudi širše družbe. Želim vam, da bi bilo vaše delo v prihodnje bolje cenjeno in da bi učiteljski poklic ponovno pridobil položaj, ki ga je nekoč že imel in ki mu, glede na zahtevnost dela, ki ga opravljate, zagotovo tudi pripada. Vse dobro vam želim in srečno na vaši učiteljski poti. Pred svetovnim dnevom učiteljstva je ključno poudariti, da če Slovenija želi ohraniti status socialne države, mora nujno zagotoviti vsem otrokom in vsem mladostnikom, ne glede na njihov materialni položaj, ne glede na socialni status njihovih družin, da bodo deležni kakovostnega in enako dostopnega izobraževanja. Tako je lahko le javno izobraževanje. Zato je treba naprej graditi in izboljševati javni sistem izobraževanja. Vendar, če Slovenija želi to kakovost ohraniti, potem je treba takoj prekiniti z
padajočim trendom vlaganja sredstev v javno izobraževanje in obrniti smer, povečati je treba javna sredstva za izobraževanje. To pa pomeni, da je treba del teh sredstev nameniti tudi za kakovost in ustrezno družbeno mesto učiteljstva. Velja pravilo, da nobeno izobraževanje ne more biti bolj kakovostno, kot so kakovostni sami učitelji in učiteljice. Zato je vlaganje v učiteljstvo vlaganje v prihodnjo kakovost izobraževanja v naši državi. Vsekakor se je treba zavedati, da je izobraževanje ena temeljnih človekovih pravic, vendar to vsekakor ni dovolj, kajti pomembno je, kdo naše otroke izobražuje. In kot mati teh otrok si gotovo predstavljam in si želim, da bi bili profesorji in učitelji ne samo podajalci snovi predpisane po kurikulumu, temveč bi bile to osebe, ki bi znale z otroci speljati sproščen, prijazen pogovor. Vsekakor si želim, da bi bili učitelji osebe, ki bi se znale z otroci spoštljivo, prijazno in potrpežljivo pogovarjati, ki znajo sprejemati in upoštevati njihovo inovativnost, ki so sami kreativni in si dovolijo razmišljati izven okvirjev, ki so večino časa pozitivni, predvsem pa, da so to srčni in topli ljudje. Za doseganje vseh teh ciljev pa je gotovo pomembno vseživljenjsko izobraževanje, v katerega je poleg vključevanja učiteljev za moje pojme tudi zelo pomembno, da se vključujemo starši in s tem in z dobro domačo vzgojo doprinesemo k procesu izobraževanja, ki pa je vsekakor zelo zahtevno, hkrati pa tudi navdušujoče in zelo dinamično. Trenutno poučujem v 1. razredu osnovne šole Škofljica. Otroci so vedoželjni, učitelji pa moramo vsak dan in vsakodnevno z njimi naprej. Zavedam se, da je učiteljevo delo vseživljenjsko učenje in da so naša pričakovanja oziroma pričakovanja tudi staršev po eni strani, po drugi strani otrok zelo velika in čedalje večja z leti. In s tem učitelji prevzemamo veliko odgovornost. Pravemu učitelju je to izziv in z optimizmom zrem do prihodnosti. Z veseljem opravljam delo učitelja in poklic učitelja in v bodoče si želim, da bi bil ta poklic še bolj cenjen. Ob svetovnem dnevu učiteljem bi vsem delavcem v vzgoji in izobraževanju ter nasplošno vsem, ki imajo tako ali drugače na ta način upraviti z tem hvalevrednim poklicem, rad zaželel vse dobro, predvsem pa bi zaželel, da bi tudi v tej državi enkrat ta poklic bil ponovno cenjen.